Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael Zalino. Danes imam zate povabilo. Želim te povabiti, da se sprehodiš po ulicah Jeruzalema z menoj. In danes bomo opravili zelo poseben sprehod. Opravili bomo pot Via Dolorosa, ki se začne tukaj, na kraju, kjer so sodili Jezusu, in se konča pri praznem grobu. Želim, da imate občutek, kot da hodite skupaj z mano tukaj po ulicah Jeruzalema. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Tukaj pri vhodu, na desni, lahko vidimo številko 1, ki označuje začetek poti Via Dolorosa. To je pot, po kateri bo Jezus hodil od trenutka svojega sojenja do groba in vstajenja. Običajno je tukaj na tisoče romarjev, ki hodijo, in videti ta kraj tako prazen je res zelo drugače. Ampak naš obisk bomo začeli tukaj, pred nami. To je cerkev bičanja, kraj, kjer je bil Jezus po sojenju bičan. Tukaj bo bičan, prejme trnovo krono in škrlatno oblačilo. Ko ga Ponci Pilat, rimski guverner, obsodi, želi ne le ubiti Jezusa, ampak to storiti na izjemno boleč in ponižujoč način. Zato vključi veliko elementov, ki niso bili tradicionalni pri drugih križanjih, ki jih je izvajal. To vključuje oblačila, krono iz trnja, bičanje in tudi ponižanje, da mora nositi svoj križ po ulicah Jeruzalema. In vse to območje, ki je začetek Via Dolorosa, je tam, kjer je stala trdnjava Antonija. Ogromna trdnjava, ki jo je zgradil kralj Herod Veliki v čast Marku Antoniju iz Rima. In znotraj nje je bilo torej mesto sojenja, obsodbe in bičanja Jezusa. In zadnja stvar, ki se je še zgodila znotraj trdnjave, je kraj, kjer je Jezus prejel križ, kar bomo kmalu videli. Od prvotne trdnjave je ostalo le malo stvari. Ena izmed redkih stvari, ki jih še vedno lahko vidimo, je ta poseben del tal, ki je res star 2000 let. Pa tudi nekateri deli arheoloških izkopavanj, ki so spodaj. Obstaja območje, kamor lahko vstopite. Tukaj v podzemlju, ki je trenutno zaprto, vendar smo res našli še nekaj delov trdnjave nekaj metrov nižje. In zdaj bomo res vstopili na kraj, kjer je Jezus prejel križ. Torej, ta cerkev je bila zgrajena nad krajem, znotraj trdnjave Antonija, za katerega verjamejo, da je bil kraj prejema križa. In od tu bo hodil vse do Kalvarije s križem. In zato se ta pot imenuje Via Dolorosa, kar pomeni pot bolečine, Via Crucis, pot križa, ali Via Sacra, sveta pot. Se pravi, to so različna imena za isto pot. In zdaj jo bomo skupaj prehodili. Pot je dolga približno 1 kilometer, vendar je bolj kot razdalja pomemben vzpon. Večina poti je velik vzpon med tem krajem in Kalvarijo. Naš namen s tem sprehodom je tudi, da se počutite, kot da hodite po ulicah Jeruzalema, da slišite nekaj mestnega vrveža in vidite, kako mesto danes izgleda. In da lahko prehodite to pot, ki je tako pomembna za toliko ljudi po vsem svetu. Torej, ta ulica, po kateri že hodimo, je Via Dolorosa. Pomembno pa je, da se spomnimo, da je bilo mesto Jeruzalem večkrat uničeno in ponovno zgrajeno. Torej, skoraj nič od tega, kar vidimo zdaj, oziroma bolje rečeno, večina stvari, ki jih vidimo zdaj,
ni izvirnih iz Jezusovih časov, ampak so kasnejše rekonstrukcije. Zato pa resnično hodimo po poti. Še ena razlika je tudi ta, da je danes staro mesto Jeruzalema razdeljeno na 4 četrti: krščansko, muslimansko, armensko in judovsko. In prav Via Dolorosa, ki je krščanska pot, se nahaja znotraj muslimanske četrti. Zakaj? No, ker v tistem času teh delitev ni bilo. Vse mesto je bilo judovsko mesto. In tudi zato, ker med četrtmi obstajajo, mešanice. Hodimo po muslimanski četrti, po krščanski poti, ampak če na primer pogledamo tukaj na desno, res vidimo cerkev. In to nam pokaže preplet med četrtmi. Tako kot so mošeje v judovski četrti, so cerkve in pomembna krščanska mesta v muslimanski četrti in tako naprej. Torej obstaja mešanica med četrtmi. Ampak ena stvar, ki se ni spremenila, je barva mesta. Od tistega časa pa vse do danes se v Jeruzalemu gradi iz kamna. In lokalni kamen ima tako barvo, da se včasih, ko posije sonce, zdi nekoliko zlat. Ta kamen je apnenec in mestu daje barvo vse do danes. Ne vem, če ste opazili, ampak na poti je veliko zaprtih vrat. To je prav zaradi svetovne situacije, v kateri smo trenutno. Del teh krajev so prenočišča, cerkve, trgovine, kraji za romarje. In zato, ker so meje Izraela do zdaj še vedno zaprte, tudi del teh krajev še ni ponovno odprt. Ampak na Via Dolorosa je na običajen dan veliko več dogajanja, kot ga vidite zdaj. Samo da tudi vi vidite, kje smo, poglejte, tukaj na vogalu ime ulice. To je tabla z imenom ulice, kjer je zgoraj napisano v hebrejščini, na sredini v arabščini in spodaj v angleščini, ki je v tem primeru enako kot v portugalščini. Via Dolorosa. Res smo na poti Via Dolorosa. In zdaj smo prišli do zelo pomembne točke na poti, a hkrati tudi nekoliko sporne. Tukaj se Via Dolorosa razdeli na 2 dela. Večina arheologov, zgodovinarjev in teologov se strinja, da je bilo sojenje Jezusu v trdnjavi Antonija, kjer smo začeli našo pot, ampak pot vodi vse do Kalvarije in praznega groba. In tu se vsi ne strinjajo. V Jeruzalemu sta 2 mesti, za kateri menijo, da bi lahko bili kraj, kjer se je ta dogodek res zgodil. Danes bomo šli v to smer in se bomo sprehodili od tu do kraja, znanega kot vrtni grob. Ampak, če gremo tukaj naprej, nato zavijemo desno in nadaljujemo pot. Pridemo tudi do cerkve Svetega groba, ki je še ena tradicija tukaj v Jeruzalemu. Tukaj vam puščamo obe možnosti, dragi prijatelji. Vabljeni ste, da se z nami sprehodite do vrta groba, ampak tudi tisti, ki želite spoznati drugo pot in cerkev Svetega groba, bomo tukaj zgoraj pustili povezavo za vas. Za tiste, ki želite, je tudi video tukaj na kanalu. Ampak nadaljujmo naš sprehod. Vedno, ko grem po Via Dolorosa s romarji, so ljudje presenečeni, ko vidijo toliko trgovin. To območje, po katerem hodimo, ima veliko trgovin, predvsem lokalnih trgovin.
Arabci prihajajo sem kupovati vse mogoče, kot lahko vidite, ampak rada bi vas spomnila, da je bilo prav tako tudi v Jezusovem času. Ponci Pilat, rimski guverner, ni pripravil posebne poti, po kateri bi hodil Jezus. In ja, prisili Jezusa, da hodi po jeruzalemskih ulicah, pred tržnicami, pred šolami, pred središči, polnimi ljudi, da bi čim več ljudi videlo njegovo ponižanje. In zato, ko pridem sem in vidim tako živahne ulice, polne ljudi, ki hodijo mimo, je to bolj podobno resničnosti pred 2000 leti, kot pa včasih, ko to vidimo v hollywoodskih filmih. In v ameriških filmih, kjer prikazujejo to veliko pot, ni bilo rdeče preproge, ampak je bil namen, da prebivalci Jeruzalema vidijo trpljenje in ponižanje Jezusa. In ne vem, če lahko to vidite na posnetku, ampak ulica je ves čas v klanec. Ves čas hodimo navzgor. Tudi jaz sem že brez sape med to hojo. In to nam res pokaže, kako težka je ta pot. Ampak nočem ničesar odvzeti, ničesar dodati, niti se ustaviti, ker želim, da resnično vidite pot takšno, kot je. In ta naporna pot se bo izplačala, ker bomo na koncu videli vrtna grobnica, prazen grob. In srečali se bomo tudi z João Batisto, ki je Brazilec in eden od varuhov. Ena od oseb, ki skrbijo in prostovoljno delajo v vrtnem grobu. In že v ozadju lahko vidimo obok, to je mestno obzidje in to so Damaska vrata, ena od 8 vrat starega mesta Jeruzalema. In ime vrat je takšno, ker je od tod vodila pot do mesta Damask. Zato obstajajo tudi druga vrata, na primer vrata Jope, ki vodijo do Jope. Ta vrata imenujemo Damaska vrata v portugalščini, vendar je v hebrejščini ime Šar Šem, torej vrata Šema. Ker od tod vodi tudi pot do svetopisemskega mesta Šhem, kjer je pokopan Jožef iz Egipta in kjer se Jezus sreča s Samarijanko. In zdaj prečkamo vrata, kot vidite, so tako velika, da izgledajo kot hodnik. Ampak moramo zapustiti obzidje, ker, kot se spomnimo, je bila Jezusova križanje, pa tudi druga križanja tistega časa, izvedena zunaj obzidja. In zdaj zunaj obzidja smo na območju, ki se imenuje Novo mesto Jeruzalem, kjer je večina stavb zgrajenih po letu 1860. Zato ime Novo. Leto 1860 je za Jeruzalem zelo nedavno. Toda, kot vidite, čeprav se imenuje Novo mesto ali moderno mesto Jeruzalem, je še vedno vsa zgrajena iz kamna, tako kot stavbe, ki jih že lahko vidimo tukaj v ozadju.
In zdaj s to stopniščem, ki smo ga pravkar prečkali, smo končali z vzponi. Zdaj bomo hodili samo še po ravnem. In že smo na zadnjem delu Via Dolorosa. Kmalu boste videli, kako prihajamo do vrtnega groba. In izkoristila bom ta zadnji del poti, da vas vprašam. Kaj vas preseneča glede te poti? Ste mislili, da je Via Dolorosa daljša ali krajša? Kaj menite o tem gibanju ljudi, o trgovini? Komentirajte spodaj, kaj si mislite o Via Dolorosa, kaj vas najbolj preseneča. Zdaj že lahko vidimo pred seboj zgoraj tablo, na kateri piše The Garden Tomb, vrt grobnice. In tukaj moramo resnično slediti svetopisemski pripovedi. Jezus bo križan poleg vrta sadovnjaka, ki je pripadal moškemu z imenom Jožef iz Arimateje. In znotraj tega vrta je imel nov grob izklesan v skalo. In on bo dal ta grob, da bi bil Jezus v njem pokopan. Torej, čez minutko bomo že videli. Ta kompleks, kjer je na eni strani Kalvarija, na drugi strani pa imamo čudovit in prekrasen vrt in znotraj tega vrta prazen grob izklesan v skalo. In tukaj lahko vidite, kako se je pokrajina že spremenila. Naenkrat pridemo na tako zeleno in lepo mesto. To je vrt Jožefa iz Arimateje. Ko se v Svetem pismu omenja vrt, to običajno ni vrt, kot si ga predstavljamo, cvetličen in okrasen. Pravzaprav je bil to sadovnjak, kmetijsko območje in še danes ljudje, ki skrbijo za vrt, ohranjajo ta kraj z večino dreves. Sadnimi drevesje. Torej, večina rastlin, ki jih tukaj vidite, so sadna drevesa. Kotkrat lahko vidite, je prehod pred nami zaprt. Zakaj? Zato, ker izvajajo dela za izboljšanje dostopa za romarje, ki prihajajo sem. In takoj za tem gradbiščem, tista skala, ki jo vidite v ozadju, to je Kalvarija. Trenutno ne moremo priti do nje, ampak tukaj vam bom pustila fotografijo, da boste videli, kako izgleda, in tudi zgoraj povezavo do videa, ki smo ga posneli tukaj na vrtu, pred začetkom teh del, kjer boste lahko od blizu videli Kalvarijo, kako v resnici izgleda. Ampak v tem trenutku bomo nadaljevali s prehodom po vrtu, oziroma bolje rečeno po sadovnjaku Jožefa iz Arimateje, proti praznemu grobu.
In med arheološkimi najdbami, ki so jih našli na tem mestu, je tudi cisterna, rezervoar za vodo, ki kaže, da je bilo tukaj kmetijsko območje. Vodo iz tega rezervoarja so uporabljali za namakanje. Našli so tudi stiskalnico, kraj, kjer so teptali grozdje za pripravo grozdnega soka ali vina, in ta stiskalnica nam še enkrat pokaže, da je bilo to območje namenjeno kmetijski proizvodnji. In tukaj že lahko vidimo vhod v grobnico, izklesano v skalo. In zdaj nas bo sprejel João Batista, ki je Brazilec in tukaj prostovoljno dela v vrtu, ter nam bo povedal še nekaj več o tem kraju. Šalom iz vrtne grobnice. No, mnogi izmed vas me že poznate tukaj v vrtu grobnice, drugi pa še niste imeli priložnosti priti sem v vrt grobnice. Ta kraj tukaj je zelo poseben kraj. Za nas, kristjane, tukaj govorimo o križanju in vstajenju, kar je temelj, osnova naše vere. In predstavljamo območje križanja, Golgoto, kraj lobanje, vrt, kraj sadovnjaka, kmetijsko območje in ta grob tukaj, kjer lahko zelo dobro vidimo, kaj pravi Sveto pismo o grobu Jožefa iz Arimateje. Kot vidite, je to velik grob, izklesan v skalo, kamen je zapiral vhod v grob tukaj, tukaj spredaj imamo ta kanal, ki je služil za premikanje kamna tukaj, kaj ne? In ljudje vstopijo noter in pogledajo na desno stran, ter vidijo prostor, kjer so položili telo osebe. Kot Sveto pismo jasno pravi, so tistega jutra ženske prišle obiskat in pripraviti telo Jezusa. Ko vstopijo v grob in pogledajo na desno stran, vidijo samo povoje, rjuhe, ki so bile ovite okoli telesa Jezusa. Zato vas želim povabiti, da pridete v Sveto deželo in obiščete ta kraj tukaj. Za nas je zelo žalostno videti to prazno, brez turistov zdaj v tem letu in pol, ki mineva. Zato vas vabim, pridite spoznati Sveto deželo, izvedeti več o Svetem pismu, hoditi tam, kjer je hodil Jezus in imeti večerjo, srečanje tukaj v vrtnem grobu. Torej, šalom iz Jeruzalema, dobrodošli v vrtu groba in pridite obiskat grob, ki ga imamo tukaj v vrtu. In skupaj bomo vstopili v grob. Toda v notranjosti ne bom govorila, da boste lahko uživali v kraju. Upam, da ste uživali v občutku hoje po ulicah Jeruzalema in spoznavanju krajev, ki so dobesedno spremenili zgodovino človeštva. Ne pozabite se naročiti na ta kanal in tudi na naš drugi kanal, Mini Izrael Zalino. Poljub za vse in se vidimo naslednjič.